kako bomo ta čas, ta val jesenski in zimski preživeli, je seveda zelo odvisno od našega ukrepanja. Kot je bilo tudi že omenjeno, neprimerno varneje je cepljenje kot neposredno izpostavljanje virusu in zbolevanje. Podatki o tem so številni, glede na število cepljenih oseb v svetu in glede na številne raziskave, ki potekajo, potem tudi globalnost potovanja informacij, smo lahko ob tem velikem številu danih odmerkov že zelo prepričani o varnosti cepiv. Na drugi strani poznamo bolezen ne samo kot neposredno nevarno v svoji akutni fazi, ampak z številnimi zapleti, ki sledijo bodisi hudi obliki COVID-19 ali pa kot dolgi COVID tudi pri tistih okužbah, ki niso bile tako nevarne. V obeh primerih gre za veliko zdravstveno, torej breme za posameznika in tudi zdravstveno breme za družbo. V Sloveniji napreduje cepljenje kar precej počasneje kot v drugih evropskih državah. Po vseh evropskih državah, po vsem svetu imamo posameznike, ki izrecno nasprotujejo cepljenju in k temu spodbujajo tudi druge ljudi. Postavlja se seveda vprašanje, zakaj je v Sloveniji več ljudi, ki takim nasprotovalcem verjame, kot v številnih drugih razvitih državah. V prvi vrsti bi seveda omenila tukaj izobraževanje široke populacije, dobra informiranost, ki prav gotovo izhaja iz prav osnovnega izobraževanja. Prav gotovo je v naših šolah premalo poudarka na teh osnovnih življenjskih veščinah, kot so ohranjanje lastnega zdravja, sem spada tudi preprečevanje prenosa bolezni in na koncu okužnih bolezni in na koncu seveda tudi pomena in načina, kako deluje cepljenje. Zdaj, kaj narediti v kratkem času, da se bo to stanje izboljšalo? V prvi vrsti informiranost prebivalstva. Tukaj imajo ogromno vlogo mediji, gre za spodbujanje cepljenja, ampak gre tudi za informiranje. Ljudje morajo vedeti in razumeti, kako cepljenje deluje, zakaj je zaščitno, kakšni so podatki učinkovitosti, kakšni so podatki o varnosti, ker informirana oseba bo bistveno težje verjela potem vsem tem proticepilnim idejam. Tukaj, kot sem že rekla, so pomembni mediji, pomembno je tudi šolstvo, čeprav šolstvo ponavadi deluje na dolgi rok, ampak vendarle to so vsebine, ki bi jih bilo nujno potrebno obravnavati na vseh ravneh izobraževanja dobesedno ta hip. Naslednja stvar je seveda dostopnost cepljenja. Države, kjer so pri cepljenju zelo uspešne, recimo en tak primer je Izrael, imajo cepilne ekipe dobesedno v nočnem času, povsod tam, kjer se ljudje zbirajo. Cepljenje mora biti enostavno dostopno. Tudi v Sloveniji se trudimo z mobilnimi enotami, z različnimi takimi pristopi. Potem seveda dostopnost cepljenja, ki se prekriva do neke mere že z zagotavljanjem seveda zdravega delovnega okolja, pomeni cepljenje v podjetjih, na eni strani kot dostopnost, na drugi strani seveda morajo vodstva vseh delovnih organizacij zagotavljati varno okolje za svoje delavce, torej na vsak način spodbujati cepljenje, če to iz kakršnega koli razloga trenutno ni mogoče, dolgoročno prav gotovo je, v večini primerov se lahko poslužujemo druge take sodobne metode, ki jo tudi mi smo imeli lansko leto, to je hitro testiranje. Pri hitrem testiranju seveda je zelo pomembno, da se izvaja pogosto. Modeli, ki so ocenjevali učinkovitost take metode, omenjajo testiranje na 48 ur. Na tak način lahko dejansko zajamemo oziroma ujamemo nekoga, ki je v fazi inkubacije in ki bo zbolel v tistem trenutku, ko je izločanje virusa največje.